Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Daj pridi, zdaj sem, da posnamemo to. Ja, mene, kaki stresi. Dajte mu zapit, prosim. Bom jaz začela ta uvod v podcast. Ne, bom jaz začela, ker ti si že fejst utrujen. Ja, to pa sem res. In bi ti tudi čestitala za prvo samostojno jutro. Hvala. Zdaj, kak je bilo, bo oceno odgovorni urednik, ko se vrne? Dobro je bilo, kako je bilo. Tina, kak je bilo? Bo odgovorni urednik oceno. Tako vidiš, tudi tretji v liniji šefov ve, kaj mora reči. Tako da se veselim in nadejam tega, da bi tudi jutri lahko kako glasbeno željo uturili noter. Če pa je rekel glasbeni urednik, profesor Križanič, da lahko delamo kaj čemu. To kar velja za 3 dni, ok, dobro. Pomeni, da lahko to delamo vse 3 dni. No, to je v redu. Tako da. Fino, bom se te pripravila nekaj za jutri. Okay. Ja, to je to. To je to, pa jutri kaj? bomo imeli na našem Facebooku tudi navadne karte Okay. za Hudičevko v Pradi 2. Dobro. Medtem ko danes delimo vrej karte in če danes poslušate, lahko se prijavite s ključno besedo Hudičevka na 051 220 220 in počakajte, da vas izžrebamo. No, mi smo imeli še pa kaj drugega. Poslušajte. Tina, boš ti kaj še povedal? Kdo je zdaj glavni, če Ana vse govori? Jaz imaš ti, a jutro preko. Ana, glavna, jaz samo tu imam gumbe preko. Pa še to ti bolj tako. Kako se je lepo naučil. Ja, niškavo. Kje se zdaj to ustavi? Ana in Jeger sva z vami in želiva dobro jutro. Dobro jutro. Prvi podaljšan vikend, Ana, za nami, en je še pred nami. Kak je bilo pri tebi te dni, ko si bila fraj? Ja, fraj sem bila, sicer bolj bolniško odsotna, tako da malo bolj v tem stilu, sem pa imela priporočen relativen počitek in sem ujela tudi kak sončni žarek na ležalniku zunaj. Res? Ja, ker sem relativno počivala. Relativno si počivala. Relativno sem mogla. Imaš pa vse nasajeno, ne? Kak? Imaš pa vse zdaj posajeno. Ne, to je bilo že prej. A je že bilo prej? Ne, zdaj jaz ne smem nič delati, ok? Tako da pač jaz se tega držim. Dobro. Tako da fajn. V redu. Mislim fajn. V redu, no. Sem preživela. Jaz sem bil recimo v planinah. Ja, v karavankah. Res? Fajn je bilo. Vse me boli. Vse me boli. Čisto vse. Mislim, komaj se premikam. Še danes, pa sem bil v soboto tam. Tako da groza, pol nedeljo sva bila s Tinetom tudi v Ljubljani. V Stožicah, tekma Maribor Bravo. Žal smo izgubili 3-0, čeprav nismo tako fej slabo igrali. Na začetku sploh smo bili kar, smo napadali vse. Strokovni komentarji, kolega. Moje opažanje seveda, ne, pa jaz nisem strokovnjak za nogomet. Tako da ja, žal smo izgubili 3-0 proti Bravo. Upam, da zdaj vse tekme do konca zmagajo, pa da osvojimo 3. mesto, ki še vodi v kvalifikacije za evropska tekmovanja. Tako da, Maribor, šampion. To je to, vidiš. Ja. Tako da, ja nič, dajmo zdaj muziko, pa če so tako si na dopustu, tako nobenga sama, ni. Mi dva smo prav sama, Jeger niti Dejana ni. Pa ko pogledaš ven na trg, tudi nobenga ni. Samo res gledaj. Dajte priti nazaj, kaj boste na Hrvaškem. Ana in Jeger vam želima dobro jutro. Dobro jutro, sama sva. Ana, kaj? Pazi zdaj to. Jaz sem nekaj razmišljal. Veš, da si. Ja, ti pa si glas razuma in se boš verjetno strinjala z mano. Okay. Pazi, vsi so šli na dopust in ko rečem vsi, mislim res absolutno vsi. Ja. Nekaj sicer nas je poštenih delovnih ljudi, je pa res, da ko odpreš družbena omrežja, so vsi nekje ali na Hrvaškem ali pa še kje dlje, ne? In tudi našega odgovornega urednika Dejana Vedlina ni, on je kar dalec strane. In jaz sem razmišljal, zakaj? Če že morava midva delati, zakaj si ne bi dala te vsaj neko tako muziko gor, ki je pač nama všeč. In tako odgovornega ni, verjetno se bi samo mogla zmeniti z našim glasbenim urednikom, ne, profesorjem Križaničem, če lahko. Aha, okej, je pa... Ti si kar pogumn. Pa ja. Je Sandija na dopustu ali dela? Drugače zdaj, te dni, ali kaj? Ja ne vem, misliš, da se spi, ker on je pač ni tak fejs hitro na radio. Ja, možno tudi, da že s pesom veni, veš? Je samo... To je opcija. Če bi ga poklical vseeno za ziher, veš? Ker zdaj nekaj na svojo roko, ok, do neke mere, samo da ima te vsaj enega od odgovornih. Preveriti, veš kaj mislim, da ne bi pol, ne? Čakaj samo, da jaz sluškaj. Da ne bi bil to zadnji teden tu. Ok, čakaj samo, da jaz to nastiskam zdaj. Daj nastiskaj. Da jaz nisem vajen teh... Torej profesorja Križaniča, ne? Vesoljske tehnologije, ajde. Da vidimo zdaj, če sem prav naredil. Zvoni. To je že dober znak. Halo? Ja, dobro jutro, Sandi, sorry, ker te motim, Matic tu.
Kjer ima tec? Ja, ker Jegers radija. Kaj crkno? Nič ni crkno, samo zanima me, če bi lahko mi svojo muziko vrteli. Nič ni crkno, pa me kliče zdaj, kaj? Ja, dobro, prosti, ker je zgodaj. Sandi? Sandi? Kaj je dol vrgo? Dol mi je vrgo. Da čakaj, stoj. Samo še enkrat. Halo? Halo, Sandi? Ja? Nič ni crklo, samo imam eno vprašanje. Zdaj, ko Dejana ni, pa bi si lahko mi malo svojo muziko vrteli. Ali je to možno? Kaj to neki 1. april, kaj? Ne, resno te sprašujem. Koliko muziko, daj beži, idi delat nekaj. Ja, spet mi je dol vrgo. Pa dobro, no. Kaj če ne bi več probaval, ja, enkrat če bom probal. Jaz bom tiho. Jaz bom tiho. Pa kaj je? Pa na se deri, če je še zgodaj. Poslušaj, dobro me poslušaj. Glej, Dejana ni, mi bi pa samo radi malo svoje muzike vrteli, ker so počitnice, ker so prazniki. Ali kaj, če rečem ja, boš me pustil na miru? Ja, te bom pustil na miru. Daj, naredite kaj čete, adijo. Ali je to tvoj žegn? Ni ga več. Je, dobro, ali je bil zdaj to njegov žegn? Je rekel, da lahko. Rekel je, delajte kaj čete. No, če je rekel, da delajmo kaj čemo, pol jaz smatram, da je to. Glej, posnetek imamo, jaz pa lahko to ven vrežem, pa potem zavrtim. Torej, ker se mi zdi, da je bolj v spanju odgovarjal, samo nima veze. Nima veze, moj komad čez 2 smatramo. Tvoj kr. Ja, moj kr, ja, kako. Dobro. Michael Sembel, Maniak na Totem radiju, ura je 26 minut in ko govorimo o manijakih, Tine se nam je pridružil. Dobro jutro. Začel si kar perfektno. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, Tine, preden te opremiva vsemi informacijami, koga sva danes že zjutraj vrgla s postelje, naj samo povem, da je jutri v Mariboxu premiera filma Hudičevka v Pradi 2 in da imamo danes za vas vrej karte, tako da če bi šli, se prijavite s ključno besedo Hudičevka in svojimi podatki na 051 220 220. Evo, Tine, zdaj pa tak. Mi dva z Ano sva zjutraj prišla. Pač bolj Jeger, ampak nima veze, ja. Ne, me puščaj samega. Mi dva z Ano sva zjutraj prišla na eno super idejo, zato ker so itak vsi na dopustu, mi pa moramo delati, da bi zdaj vsake toliko zavrteli kako po naši želji. A veš, mi dva sva že klicala profesorja Križaniča. Danes? Ja, ni bil najbolj vesel. Je rekel, jaz 50 let ga poznam, pa ga ne bi zjutraj klical. Ja, 2krat mi je dol vrgo. Tudi tretjič ti je dol vrgo. Ja, tudi tretjič mi je. Samo tretjič sem vsaj prišel do tistega. Srečo, da ti je samo dol vrgo. Tretjič sem prišel vsaj do tistega odgovora, ki sem ga rabil. Rekel je, delajte, kaj hočete. Raz? Ja, jaz mislim, da je to potrditev, da lahko. Ja. Okay. No, ok, evo, tako da jaz imel zdaj prvi komad. Ti? Ja, veš, da bo sam sebi prvega dal, kaj si če sem jaz, kaj pa s tem nekim osnovnim bontonom, najprej dame, pa pol starejši, pa pol ti. A sem jaz zrihtal. Ja, pa vseeno, sem jaz zrihtal. Dobro, meji se bomo prišli s dobro, ok, tako. Izbral sem si izvajalko, ki je marsikdo v tem studiu ne mara. Nisi. Sem. Pink, od vseh komadov na svetu, kaj si zdaj si lahko si Pink zbral? Ja. Pa kaj to je za koli? Ja, pa kaj, ampak pazi, da ti povem. No, ne rabiš mi razlagati. Pesem, ki jo bomo predvajali, je išla leta 2006, torej pred 20 leti in je bila takrat neposredno naslovljena na ameriškega predsednika, takratnega Georgea Busha zaradi vojne v Iraku, je pa po 20 letih absolutno še vedno aktualna in bi jo morali predvajati vsem tem starčkom, beri svetovnim voditeljem, ki so že zdaj toliko stari, da jih čez 10, 15 ali pa 20 let ne bo več, da bi lahko opazovali težke posledice, ki bodo nastale od teh nesmiselnih vojn. Pa da nehaj, prosim. Ja, pa moramo biti družbeno odgovorni. Ali spadam jaz med te starčke, ki vodijo svet, ne, tako da jaz ne vem Pink poslušam. Ja, no, ampak morajo pa vsi ostali. Ja, pa ne rabe. Moja želja je... Enkrat od vseh komadov na svetu. Moja želja je, tako da imamo Pink in Indigo Girls, Dear Mr. President. Dobro jutro, Ana, Tine in Jeger smo tukaj in delamo in nismo na dopustu, tako kot Dejan, in želimo dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Zakaj nismo mi na dopustu? Zakaj?
Ti si že bil 6-krat, bi rekel Dejan. Jaz sem povem, kaj bi rekel odgovorni urednik, ki ga danes ni, ne? Ja, dobro, ok. To bi rekel. Ja. Tako da pač zdaj nisi. Dobro, pustimo Za sebe zdaj pa tu. nimam pravega odgovora. Tako. Samo imamo pa svojo muziko. Ja. Ana, kaj bi ti imela? Smo slišali prej. A lahko vam jaz zdaj? Ja, zdaj ti. Okay. Jaz bi imela enega pitbulla. Zdaj pa predno povem, katerega pa zakaj sem se Ne bi spomnila. ti pa bolj biti mal težan Ne to. pristajal. Hvala. Sem se spomnila ene zgodbe o tem glasbeniku in sicer leta 2012 je potekala spletna nagradna igra, ne, kjer so ljudje glasovali, v kateri trgovini Walmart naj Pitbull nastopi. In potem so prišli hekerji in so hacknili v ta sistem glasovanja in so izglasovali najbolj oddaljen Walmart v mestu Kodiak na Aljaski. Okay. In je šel tja in je nastopal na Aljaski. Resno? Resno. Na Aljaski. Na Aljaski. Tako da jaz bi zdaj za nas mučenike, ki smo v službi, da nas mogoče vseeno malo dvigne z nekim plesnim ritmom, veš, da jaz ne morem brez tega. Imam pa v mislih I know you want me. Mamo? Vreži. Dajmo je jeger, ne veseli se. Okay. Vse razumem. To je tudi radio in veš, kaj je največja napaka? Da mi nismo na dopustu, vsi ostali so in pol moram jaz tudi te vesoljske gumbe stiskati. Vse dopuste že imel, pa je še maj ni. 2 dopusta no. Pa niti maj ni. 3 bi rekel, da on sam povem. 2 dopusta. 3 pa eno bolniško, pa... Dobro, dovolj, tišina. Joj, kak sem se te strašil. Ne več tako grob. Kaj če Dan ne bi več hodil, ker tak mi zdi dobro. Ja, ne na hodic, ker jaz nimam pojma, kaj stiskam. Mislim, res. Nimam blage veze, ampak sem pa zrihtal, da lahko danes zjutraj, oziroma vse 3 dni do naslednjega podaljšanega vikenda, tu pa tam tudi kako našo zavrtimo, po našem izboru. Po našem izboru, ne našo, tako se čuje, kot da bomo. No, po našem izboru, po tvojem, Aninem in mojem, tako da ti ne, zdaj si ti na vrsti. Karkoli. Ja, karkoli, ja. To zdaj ni preprosto, veš, kaj je to komado. Pa si imel zdaj čas razmisliti, ko pa nisi zdaj nič povedal. Prezgodaj je, ne, da bi razmislil. Prezgodaj je. Kafe avtomat sem čisto. In ob tem razmišljal, ne morem, ne sem moški, veš, da samo eno stvar lahko delam. Sploh pa tako zgodaj zjutraj. Dobro, in? Nekaj rajmo, malo bolj nekaj poskočnega, ne? Dobro. Vseeno, res da živega Boga nikjer ni, ker smo s šoferem, sama smo spala. Je dal zavoziti? Komod bi mi dal, ker tudi ni prometa, ker ni nobenega. Ne, prav nobenega ni nikjer. Prav nobenega ni. In samo da povem, da sem imel triatlon dan zjutraj. Najprej šel peš, potem sem šel z avtobusom, potem sem se pa z biciklom, da sem pripel. Pa bravo. Bravo. Ker dela, ne? Ja. No, kjero muziko boš imel? Ker mu bo podlaga zmanjkalo, pa veš kakaj, ena taka groovy, da je, pa nobena čaga ne mine brez nje. Golica? Ko sem jaz tam. Ja, okay. Ni Golica. Ne vem, če vidva ne poznata, ker sta verjetno pač premlada, ali pa poznat morate. Earth, Wind and Fire, to sta že slišali? Ja, seveda. No, Earth, Wind and Fire, september bi jaz. Če bi dal september, ne. Toto, ne? Ja, ok, ja, to pa dajmo. Earth, Wind and Fire, september. Jutri ob 19. je v Mariboxu premiera filma Hudičevka v paradi 2. Mi imamo za vas vreje karte, če bi radi šli, samo morate se obtačljati z ključno besedo Hudičevka in vašimi podatki v SMS-u na 051 220 220 in počakati, da vas izžrebamo. Pol pa se gremo še eno tako lahko igrico, prepoznaj modnega guruja na totem radiju. In Ana, pazi, če bi ti jaz rekel, skate čevlji, ja. Kavbojke, 3/4 oblačil od glasbenih skupin, veš, ko so potiskane. Okay. Karierasta srajca, vedno urejen, polikan in tudi naporen. A ja, te pa je regent. Ker do tukaj nisem bila prepričana, ampak ko si rekel vedno polikan in naporen. Čakaj, zdaj veš kaj? Kaj boš mi dal aplauz? Ja, pa čakaj, samo da ga najdem, veš, kaj to. Evo. Ne, ni še šlo. Za mene moš mi vedno odkarajti, ne? Bravo. Evo, si videla? Ja. Ti dal aplauz. No, evo, tak, ne? Evo, to opisovali. Če bi vi to uganili, potem bi bili 2 vreji karti vaši, samo
pač, ne, zdaj niste bili vi na vrste, je bila Ana, ki pa itak vrej kart ne more dobiti, zato ker dela tu. Ja. Ampak, če bi radi šli, torej smo rekli ključna beseda Hudičevka na 051 220 220, tudi vaši podatki v SMS-u in počakajte, da vas izžrebamo. Ana, Tine in Jeger želimo dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. In ker odgovornega urednika ni, profesorja Križaniča pa smo že zjutraj razjezli, ne? Ko smo ga vrgli z postelje. Tako se nas spomnijo zjakli to. Misliš, da se na? Voda, ne, vse mu bežal pa bo razlagal, kaj je sanjal, ne? Da se je 3-krat z Jegrom danes slišal. Nima veze, ali ve, da se pogovarja z nami, ali je samo sanjal. Rekel je, da lahko delamo, kaj želimo. Za mene je to potrditev, da si lahko pač vrtimo svoje komade. Tako da, Tine, zdaj si spet ti na vrsti. Ja, sem spet? Ja, spet si ti. Ja, mogoče bi zdaj eno štufo više šli, prej smo malo tako, samo zdaj pa bi eno moja te prav jaz. Eno prav tvojo? Ja. Prav tvojo? Jo, je to pa za neka... Ni to neki sigurno neki roka, Ramonci nikoli niso bili. Ja, dobro, ja pa no, ja pa... Te pa daj, ajde, da vidimo, kjera bo. Jaz bi imel I wanna be sedated. To je zdaj tak... Ima več pomenov, ne? I wanna be sedated, da me zajker položijo, pa da mine to čim prej, ne? Okay. Ali pa pač malo, da živnemo. Ja, dajmo, da živnemo, ne? Ja, dajmo, ja čakam te, da vštisne. Čaki. Opa. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Čas je, da podelimo prvi par vrej kart za jutrišnjo premiero filma Hudičevka v Pradi 2, ki bo ob 19. v Mariboxu. Sta vidva perajt? Seveda. Jaz prvič kličem. Koga kličemo? Timoteja. Ok, daj. Smo perajt? No. Dajmo. Dobro jutro, Timotej. Dobro jutro. Dobro jutro. Ana, Tine in Jeger smo tukaj. Živeli. Dobro jutro. Timotej, ti bi šel na počitnice v kino. Ne na počitnice, ampak čez počitnice v kino. Ja ne, na počitnice v kino, zato ker so vsi na dopustu, mi pa nismo. Tako da gremo te dni nekaj drugega narediti, pa gremo v Maribox na počitnice, ne? Vsaj za 2 ali pa 3 ure, kako dolgo pač traja film, ne? Ja, reč ne bi Timoteja za 3 dni za v kino. Ne. Timotej, ti bi šel gledat Hudičevko v Pradi 2. Res je. Ok, lahko dobiš 2 vrej karti, to je na onih sedežih, veš, ko se lahko nazaj zlekneš, pa dobiš zraven za jes pa za pit. Samo najprej smo šli eno igrico, prepoznaj modnega guruja na totem radiju. Ok, zmenjeno. Ana ti bo predstavila značilnosti oblačenja, enega od nas ti pa moraš ugotoviti, za koga od dedov na totem radiju gre. Dobro? Ok, Timotej, pazi. Ta oseba iz totega radija, torej ta modni guru, ki ga opisujem, torej kot prvo dela na totem radiju, kar se tiče oblačenja. Ima največkrat oblečene kavbojke, nosi kariraste srajce, tudi flisjopice, zdaj pa 2 pomembna namiga, pohodne čevlje za v planine in v določenem delu leta tudi nekakšen celi čas božični pulover. Jeger. Bravo! Čakaj, stojite, jaz sem tu za aplauz dati. No. Kak je bilo s kavbojka, nisem vedel, da je jeger. Resno. Ja, mogli bi sam že reči kavbojke, ko ima v lamp vrezane not, ker ima vedno preuske gor. Niso preoske, samo malo si jih zategnem, da ne, reš pol špranje, kaže. Pa ne, si zateguj, ker ti pol druge vun skoči, pa tudi ne lepo zgleda. Vidiš, Timotej niti ne rabo AB ali C odgovora, ugotovuješ, da kar tako izprve. Bravo, Timotej, evo 2 vrej karti sta tvoji. Super, najlepša hvala. Koga boš pelal zraven? Ženo. Bravo. Edini pravilni odgovor. Res, ja. Timotej, fajn se imeta ženo, pa se vidimo v Mariboxu. Ana in Jeger želiva dobro jutro. Dobro jutro. Kaj je s tabo? Ana, počitnice so. Škaj me zanima, kaj bi mala Ana delala, če bi imela zdaj počitnice? Joj, lepi spomini. Po mojem bi se veni igrali večino časa. Imeli smo hula hop obroč, gumi twist in kolo
Ja. To so bile glavni trije pripomočki. Okay. In pa dostikrat se je zgodilo, da smo šli tudi v ZPM na delavnice ali pa na kak njihov izlet, veš, ko organizirajo sredine izlete, ko so počitnice pa to. No, evo, ja. In ravno Zveza prijateljev Mladine Maribor vsake počitnice tako lepo poskrbi za naše najmlajše, da jim ni dolg čas doma, in tudi tokrat so pripravili lep nabor delavnic in izletov za te 3 dni, ki niso praznični. V torek bomo na ustvarjalnih delavnicah izdelovali migajoče metulje, podali pa se bomo na potepanje v center biljarda, kjer bomo torej iskali našo zbranost, fokusiranost, natančnost, pa seveda se ob tem tudi zabavali. Absolutno se je potrebno prijaviti, ker je število mest omejeno. No, tako razlaga Sara Irman Kolar iz Zveze prijateljev Mladine Maribor. Torej, kot smo že povedali, vse delavnice so brezplačne in se na njih ni potrebno prijaviti. Medtem, ko se za potepe po mestu obvezno treba predhodno prijaviti, in vse najdete na spletni strani ZPM Maribor ali pa tudi na njihovih družbenih omrežjih. So pa delavnice danes med 8 in 16 uro. Ana, Tine in Jeger vam želimo dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. No, danes zjutraj smo si pri glasbenem uredniku izborili to, da lahko sami tu pa tam izberemo kako pesem po našem okusu. Zdaj sicer ne vemo, če je bil Sandi priseben, ker smo ga zbudili. Tako da... Ni bil. Tudi ko je zbojenje na knap, veš. Glej, rekel je, da lahko delamo, kar hočemo. Tako da zdaj to je to. Odgovornega urednika tudi ni, tako da koga ni, koga... Ne, tako vidva z Dejanom razlagata. Ne bom rekel. Kak je on pogumen? Valda je. Se to bo zdaj samo do ponedeljka, veš? Ja, ste tak ne mi zdal, samo tako veža mali... Ja, poslušaj. Mali posluša, ne? Ne navleče 2000 km stran. O ja, vleče. Bravo, Dejan. Dobro jutro. Dobro jutro. No, nima veze, evo, jaz sem si izbral svoj komad in to je These Are The Days Of Our Lives od Queenov. Komad je išel leta 1991 in je ena zadnjih pesmi, ki jih je Freddie Mercury posnel. Glavni avtor pesmi sicer ni... Optimistično. Taka lepa je za danes zjutraj. Glavni avtor komada ni Mercury, ampak Roger Taylor, bobnar. Ne, mi bobnari smo kar kreativni, pa pišemo tudi komade. Je pa video spod posnetve... Kaj ti še, koji dam Jurija, pa da se do konca... Tako se hvališ, pa te ja, no. Dam te pa idi, ker... Ja, kaj je? No, ja, pa vej. No, povej, ja. Roger, ja. Nič ne več, rekel bom samo, da jaz obožujem Queen in da je to ena od top 3, ki so jih oni naredili. Tak, vse sta mi pokvarila, evo, These Are The Days Of Our Lives, Queen. Evo, točno 47 minut. Ha, si videl, o Tine, vidiš, kaj je to spoštovanje? Ja, daj še to tvojemu malemu šefu not v cepi. Spoštovanje. Točno 7:40 je bilo konec aviza, in smo začeli. Ja, pa daj malo me pohvali. Dobiš keks. Kota, neki. Ja, no. Tine, prej te še ni bilo, da bi te vprašala za Ano, kaj si pa ti kaj za podaljšen vikend? Tak, ko sem pa se v tem podaljšanem vikendu spočil, ja? Pa že dolgo nisem počival. Res? Z eno manjši glitch v Matrixu. V nedeljo smo mogli v Ljubljano. Aha, ja. To smo skupaj bila. Ja, smo bila skupaj. Fajn je bilo. Sicer smo zgubljali. Izlet je bil vredo, ja. Ja. Še Bojči je bil zraven, tako da... Ja, izlet je bil vredo. Viole smo srečali na postajališču oziroma na pumpi v Lukovici. Tako je. Vredo je bilo. Fajn je bilo. Ja. Še večkrat tak. Nad. Kako sta v bistvu lepo skupaj čas preživela ta vikend? Ja, kvalitetno. Sem vesela za vaju. Ok. Tine, kaj imaš? Ne poznamo razen Dejana, ampak njega ni. Angeles Duran, to je ena Španka. Angeles Duran je Španka, ki je leta 2010 prišla v notariat in zahtevala, da ji potrdijo pogodbo, da je ona lastnica sonca in da bo celemu svetu zakasirala najemnino. In? So ji dali? Ja, ni šlo zdaj. Jaz še nisem računa dobila tega. Ne, jaz tudi ne, ker je pač pravi, da ima pravico in da si je ona prva. Pa je zmislila. Prva si je
lastila sonce in da je to njeno in da je, zdaj kje točno je končalo, to... Se ne nadam, ki obresti nabirajo, veš? Bomo pol samo dobili, ne? Ja, pol pa bo. Ne, po moje so nekam dali. Ja, no, jaz tudi upam. Stran od sonca, Kako je ona na šalterju pogledala? Ja, dober dan, jaz bi rada vpisala lastništvo nad soncem. Ja, pa samo trenutek bom vezala, pa daš drugemu, pa nas oni ne bo. Ja, idite v sobo 302, tam ne, je oni, ko vas bo postregel. Ja, lepo. Ja, hvala lepa, Tine, za to informacijo. Prosim. Zelo nepotrebno, ampak hvala. Ja, prosim. Hips don't lie, Shakira na Totem radio. Sta videla, kak sem migal z boki? Žal, ja. Kaj žal? Ja, oprosti, samo nisi neki kandidat, ki bi ga jaz gledal, kak z boki miga. Ampak z malo vaje, povej, bi lahko, ne? Bi pa lahko. Kako ne, če imam take fajne obložene boke? Z malo vaje, njemu samo še kolena do konca gre vun od zadaj. Dobro, dovolj. Lahko sem jaz zdaj, prosim? Ja, lahko sem z glasbeno željo? Ja, samo najprej povej, zakaj imamo glasbene želje. A ja, glasbene želje imamo zato, ker pač ni nobenega od odgovornih. Pa zakaj ne bi, če lahko, ne? Jasno. A ja. Čakaj, stoj. Čakaj, zdaj počasi gremo. Samo malo. Ti si šef zdaj, te dni? Ob 9 lahko gremo domov, Jeger. Lahko gre, da pa tudi ne rajta hoditi več. Te pa boš sami. Tam na Gregorčičevi pisarna 205 je zavajal. Kaj pa jezen, šef. Ja, ti se kar zabava, ja. No, v glavnem pač mi smo si naredili malo, da je tako, da je malo drugače, malo fajn, ker vseeno ni dejano, ne? In smo se pri profesorju Križaniču, pač Jeger se je zjutraj pozanimal, če lahko vrtimo kaj po svoje. Pa bomo razumeli, kot da je rekel ja, ne? No, okej, te pa povej, kaj imaš zdaj ti. Potem, ko je 3-krat dol vrgo, ja, Sebastiana. Sploh ne vem, kako sem jaz lahko pozabila na to, da imamo glasbene želje in se nisem prvo spomnila na Sebastiana. Pazi, skratka, gre za komad iz leta 2001, ko je seveda bila ta euforija popstarsov na vrhuncu. Koliko si bila stara? Nič. 8 let. No, tak. Nič. Ja, praktično, se veš. Gre za komad Hočem to nazaj. Mimo grede, takrat je bil videospot sneman na avtocesti, ki je niso dol zaprli, ampak ni še bila zgrajena. Takrat je bila avtocesta v izdelavi. Komad je tudi šel med drugim na kaseti in zdaj, ker sem tak fajn to vse dala v neko časovno perspektivo, bom s tem nehala. Bi samo na tej točki lepo pozdravila vse plesalce iz naše plesne šole. Dobro. Pa Sebastiana, če je kdorkoli že slučajno buden, dobro jutro. Aha, okej, pazi zdaj. Zdaj pa me daj, hočem to nazaj. Ne, pa ne moraš samo, daj, hočem to, moraš reči. Kaj? Hočem to nazaj. Zakaj? Ja, pleši. Meni še živi, gorec spomin. Dejana nismo pa po radiju Ana, Tine in Jeger in želivo dobro jutro. Po radiju, dobro jutro. Po radiju. Po radiju smo, ne? Po televiziji nismo. Da smo vrce, veš. Po radiju je, poslušajmo. No in če bi radi šli jutri gledat Hudičevko v Paradi 2, jutri je v Mariboxu premiera ob 19. Mi še imamo vredi karte za vas, tako da se prijavite s ključno besedo Hudičevka ali pa Ana, kakorkoli. Kaj, pa kaj je stalo? Dobro, ne? Ja, lahko Ana tudi vela. Ne, da ne bi kdo slučajno. To je sinonim. Prijavite se, vas pokličemo, pa ste lahko po radiju. Tako je. Nič 5 220 220 SMS. Svoje podatke dajte še zraven, da bomo vedeli, s kom se pogovarjamo. Dobro? Ja, ključna beseda je Hudičevka. Če pa napišete Hudičevka, Ana, pa kuj tak dobite. Pa kaj lahko? Leko me je malo presenetilo. To te je? Malo. Življenje je polno presenečenj. Ja, res je. Okej, that's what she said. Na srečo. Okej, dobro. Srečo, ne rabiš ti nič, ker bom jaz. Ja, ti si na vrsti spet, ker ja, danes imamo, ne. Pa zakaj spet, če pa je prej bila? Zakaj pa ne? Če si ti tudi bil 2-krat zapored. Nisem bil. Seveda si bil. Dodajmo najprej povedati, da sem se jaz danes zjutraj pri našem neodgovornem, ampak glasbenem uredniku, profesorju Križaniču zmenil, da lahko imamo vsake toliko svojo glasbeno željo. Zmeno. Ja, kaj zmeno sem se? Pač on je rekel, delajte kaj čete, tretjič je telefon dol vrgo in zdaj pač mi delamo kaj čete. Ja, malo je bil sitno, ampak rekel je, kar je rekel, ostalih odgovornih pa ni. Tinček je šef. Meni je tudi ful smešno, prosti, jaz ne moram. Ja, vredo, saj sem, kdo se zadnji smeje. Dobro. Kakorkoli,
Jaz sem zdaj tokrat izbrala Spice Girls, da imate še vidva, kaj od tega lahko jih vmes gledata na spletu. Skratka, zasedba je bila sestavljena kot odgovor na vse te boy bande, ki so sredi 90-ih osvajali lestvice, seveda po vsem svetu. Leta 96 je šla njihova Wanna Be, najbrž si nihče ni mislil, da bo taka uspešnica. Najbolj prodajan single z ženske zasedbe vseh časov je ta komad. 2014 so pa celo delali eno raziskavo, vzeli so 12,000 ljudi in so jim predvajali okrog 1000 različnih skladb, ker so hoteli ugotoviti, kako dolgo dejansko ljudje potrebujejo, da prepoznajo neko pesem. No, zmagala je Wanna Be z 2,29 sekunde. Resno? Ja, tako malo rabijo ljudje, da ugotovijo, za katero gre. Ne vem, Eger, če veš tisti smeh na začetku, ja najbrž povsem dovolj ne. Mislim, daj ti, daj. Okay. Mislim, ne ti, daj, sproži pa. Pa da vidimo, kako hitro prepoznamo. Spice Girls. Čakaj, gremo zdaj, probaj. Daj, 3, 4. Spice Girls, Wanna Be. Ja, bravo, bravo. Če bi mi dva, Tine... Kaj, morje skočila? Ne, bi se kar obala smejala. Na pivo šla, ali pa kaj takega, ne. Čakaj še malo. Kaj imamo še kaj drugega? Vsaj 40 minut še stisni. Pa se vtrgaj. Ok, pazi zdaj. Hop. Pa ti daš podlago glasbeno, to je neverjetno, Eger, pa ti znaš gumbe, kaj Zakaj sploh rabimo, Dejana, ker kako pa ti to stisne? Pa če ti pravim, končno malo razumem vso to tehniko. Glavne, počitnice so, dopusti so, nobenega dni tudi na totem radiju, ni ne direktorja, niti odgovornega urednika. Dobili smo sicer na telefon glasbenega urednika, profesorja Križaniča, ni bil fej zadovoljen. Pa 3-krat ti je telefon dol vrgo. Ja, 3-krat je dol vrgo, samo je čisto na koncu rekel, da lahko delamo kaj hočemo, tako da... Si razlagamo po svoje to, ne? Dajmo ti delati kaj hočemo. Tine, imaš kako glasbeno? Imam tokrat v malo drugačne vode, malo bolj, vseeno je še jutro, pa vseeno tak na pol prazniki, zdaj ljudje še ne plešejo zunaj, ne? Hoj? Ne? Za sebe govori. Prašam. No? Verjetno je. Ti pa za sebe pleši, dobro, ne rabiš. Okay. Ne rabimo te gledati. Skratka, ena taka malo bolj mirna. Iz enega meni zelo ljubega filma iz leta 81, ker daleč, ne? Naslov filma je bil Arthur, igrala sta Dudley Moore in Liza Minnelli. Christopher Cross pa je zapel naslovno pesem iz tega filma, ki je med drugim dobila tudi najprej Golden Globe Award, pol pa še Oscara za najboljšo filmsko melodijo. Bravo. Bila je 3 tedne na prvem mestu Billboarda, tako da je kar hit, ne? Naslov je Arthur's Theme, izvajalec pa je Christopher Cross, tako da vklopite si malo za sanje, ker je res lepa pesem, no? Ja, te pa dajmo. Če boš poslušal enkrat, spremljal besedilo, boš videl, da je res lepa. Jaz vedno poslušam besedila. No, daj, te pa daj, stisni, da vem, kak stisneš. Leto. Bravo. Si videl? Veš, leto. Dejan je na dopustu, Ana, Tine in Jeger pa želimo dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Veš, kaj sem gotovil, taki dan je čuden, v bistvu je torek, ki se občuti kot ponedeljek, v bistvu je pa sreda. Ni? Čakaj, zdaj malo mi čivka. Ja, res je. Torek je, ne? Ja, ampak res je. v bistvu je kot ponedeljek, ker smo prišli po vikendu, ne? Je pa jutri že mali petek, tako da je v bistvu dan sreda, ne? Je pa torek. Tine. No in jutri, ko je sreda, ne, če bi šli ob 19. v Maribox na premiero filma Hudičevka v Pradi 2, pošljite ključno besedo Hudičevka in vaše podatke na 051 220 220. Sprejemamo tudi Ana. Ja, in smo tudi že dobili Ana in se zahvaljujem. Ja, valjda, ki so se prijavljali s ključno besedo Hudičevka Ana. Čez 2 tota huda hita, enega pokličemo, ampak čez 2 nima veze, ali je danes torek, sreda, četrtek. Tine, pa dobro, kaj tebi delam? Prehitro je šla podlaga. Zakaj? Hotel sem samo še odpovedati komad Time of my life, pa Tine, če me lahko ti dvignil. Ne bi te. Slaba. Se ti vidi, da si bolj švohen, ja. No, ok, je pa zdaj čas, da damo ven še en par vrej kart za premijer. Ko si mu te vrgo zdaj? Denarnico. Hvala.
za premiero, a ja se je moja. Zato pa je tako težko. Nekaj ima sami baker. Ja, veš kak to? Ona že gleda. To imam jaz. Baker. Ja. No, Dajmo zdaj se zbrati, ker malo še pa gremo domov. Zdaj je čas, da damo ven še en par kart za premiero filma Hudičevka v Pradi 2, ki bo v Mariboru jutri ob Mariboxu jutri ob 19. Zberi človek, no. Ja, dajmo zdaj poklicati Tomaža, pa se dajmo zbrati. Tomaža? Tomaža. Ok, daj. Prosim. Dobro jutro, Tomaž. Dobro jutro, Jeger. Dobro jutro. Si videl, je končno Jeger te nekdo prepoznal. Končno nekdo. Frasa še zdaj ne. Evo, Ana, Tine in Jeger smo tukaj. Ja. Zdrav, Tomaž. Zdravo. Tomaž, nisi na dopustu? Nisem. Si v službi? V službi, ja. Tomaž, torej ti bi šel v kino gledat Hudičevko v Pradi 2? Da. Ja, ok, v redu, te pa imamo eno kratko igro za tebe. Prepoznaj modnega guruja na totem radiju. Ana ti bo prebrala ene par lastnosti, kak se en od dedo na totem radiju oblači, ti pa moraš samo ugotoviti, kdo. Ti bo pa dala ABC, tako da ne bo pretežko. Okay. Ja smo vseeno taki modni guruji, vsi tako da težko ločiš, kdo je kdo. Bomo videli. Ok, Tomaž greva. Ja. Oseba, ki jo iščemo iz tega radija, ima ponavadi oblečene begi oziroma kargo hlače, včasih tudi kavbojke, ima t-shirte z zanimivimi poslikavami, potem mikico s kapuco in pa ne vem, kdo se je zraven pozabaval za kapo barve gorčice. Dobro, šalca ni, ne? Ne, ni šalca, čakaj, bom ti dala tri možne odgovore, ok? A odgovor je Matej Regent, B odgovor je naš Tinček in C odgovor Tomaž Medvar. Te pa rečemo Tinček, kaj zdaj? Rečemo Tinček, ja pa to, ja. Begi hlače moram imeti, ker on bedere, veš kak debele. Smo že dva. Ja, Tomaž, evo, 2 karti za premiero filma Hudičevka v Pradi 2 sta tvoji jutri ob 7 zvečer je premiera, zraven boš dobil za jest pa za pit, pa lahko se boš tako lepo vlegel, ker so to oni tabri stoli. Ženo peljem pa otroke lahko doma pustim, čudovito. Pa kaj Pa si to je to, pa ti ne rabiš na dopust, mi smo tebi ravno kar dali dopust za 2 ure. Hvala lepa, kaj pa če otroke daš v kino, pa sta žena doma? Dobro, samo zdaj ne vem, če je to glih za otroke. Mislim, veš, kaj bo še, kaj še bo kaki kviz? Se bomo potrudili. Evo, Tomaž, hvala lepa, da si igral, 2 karti sta tvoji, pa se vidimo v Mariboxu. Hvala vam, uživajte. Ajde, dio. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Tine. Arne, ja, Matica. Tine, Ana in Jeger smo tukaj in pazi, danes lahko sami zbiramo glasbene želje, ker odgovornih absolutno ni. Sicer smo glasbenega urednika profesorja Križaniča zgodaj zjutraj zbudili. Vsi skupaj smo ga. Tine ta sicer še ni bilo, samo je zdaj tu zjutraj bil zraven. Ja, mene ne mešaj v to ti drag. Daj no. Družinski. Ja, glej, jaz sem svoje sranje naredil, kaj sem imel z njim, zapal. Ti pa zdaj rešuj. Ja, dobro. Dobro, okay. Vse eno, kaj imaš ti zdaj? Profesor Križanič je rekel, da lahko delamo kaj čemo, tako da mi delamo kaj čemo. Ti zberi. Lahko si še eno zberi. Ajde, preseneti me, da vim, kuj gasnem dol se. Ne, boš zadovoljen. Ne bom, ne. Ne, prej sem dal Pink, ki ti ni všeč. Pol si rekel, da Queeni tudi niso tebi blazno pri srcu, zdaj imam pa. Še prej si jih omenil. Ne, nimaš Ganse, da si nora, pa daj ne. Ganse, vala, zaradi Gansov sem jaz. Kaj pa je z Gansi narobe zdaj? Daj telefon, Sanja pokličem, da tebe izločimo iz tega, kaj lahko delamo. Pa daj ne. Zaradi Gansov sem jaz pravzaprav začel poslušati tako malo bolj rock'n'roll. Ne, tisti album, ko so ga imeli Appetite for Destruction. Ti tudi zgledaš, ko Axel. Ja, ne. Ti mi riđo, ko se mi... Zakaj? Zakaj? Od vsega na svetu si to zbereš. Če imajo dobre komade. Kaj pa si izbral? You Could Be Mine. Ne? Komad, ki je bil v filmu Terminator 2 in ki ima tisti vrhunski bobnarski intro. Ti bobnari pa se pol... Fajtlajo na to te... Če pa je vredo, kaj? Ovdje si čuka, kaj... Ja, napazi zdaj. Lahko dam? Lahko dam, pa boš videl, kaj? Prepovedati. Daj si za konec tega čudovitega jutra, Jeger. Naslednji v liniji odgovornih, ne? Ne pa mu privošči. Ja, ne, se to te okice pohorske, bambi mali, lahko si. Daj bambi vreži, Ganse. Za jutri pa razmisli, kaj už vrtel.
Daj. Pazite to. Dejan, Ana in Jeger. In to jutro.